Lep pozdrav, veter piha pri nas dansko noro. Ja, nekaj, počasi zdaj še spravljamo malo pastinaka ven. Sicer letos ni najlepša letina pastinaka, ampak je pa zato tisto veliko bolj zdravilen, tako bomo rekli. Ne vem, koliko poznate pastinak, ampak to je ena taka precej močna, velika zelenjava, ki jo lahko pustimo celo zimo zunaj. Evo ga, odličen je. Zunaj pustimo na prostem, zato ker ravno v zimskem času on najbolj razvije svoj okus. On rabi v glavnem, da nekoliko pomrzne, takrat razvije ti svoj pravi okus. Okus pa spominja nekje na mešanico med korenjem pa peteršiljem. In zakaj danes glih omenjamo pastinak? Zelo zdravilna rastlina oziroma korenovka, in ko v Evropi še ni bil poznan krompir, so uporabljali pastinak in so iz njega v bistvu delali pireje, so ga kuhali v zelenjavnih juhah, potem so ga sušili, mleli in ga uporabljali tudi kot moko, in so ga dodajali ostalim žitom, pa so z njega delali kruh. Uporabljamo ga še danes lahko tudi v pripravo biskvitov v pecivih. V glavnem, zelo vsestranska rastlina, je pa zelo zdravilna, predvsem zato, ker če jemo surovo, razkužuje naše črevesje in pa nekako pomaga ščititi oziroma obnavlja našo črevesno sluznico. Je tako, bom rekla, rahlo sluzast, no, ko ga olupimo. Na otip je potem rahlo sluzast in ravno tisto je zelo zdravilno za nas, bomo rekli. Potem, ko ga kuhamo, nekako deluje podobno kot peteršilj, diuretično, torej na naše telo, sploh listi, ker tudi liste lahko uporabljamo v kulinariki, lahko jih dodajamo solatam ali pa jemo kar tako surove. Torej, deluje diuretično, razkuževalno na naša sečila. Vsebuje zelo veliko rudnin, torej tudi mineralov, predvsem magnezija, fosforja, selena, cinka, vsebuje vitamine B kompleksa, vsebuje veliko vitamina C, vitamina E, in je bogat vir vlaknin. To, kar nekako ljudem zelo nekako primanjkuje, in s tem pač pomaga pri dobri prebavi, torej za zdravo črevesno floro. Kot sem povedala, lahko jemo surovega, kar tako si ga nekako naribamo, tako kot da bi mogoče repo ali pa kake redkvice, isto kot korenje, lahko uživamo surovega. Lahko ga kuhamo, če ga kuhamo, pač nekako poskušamo ohranjati tisto vodo, zato ker v vodo se sprostijo tisti minerali, tiste rudnine, ki jih potem na žalost odplaknemo z vodo, zato je boljše, da ga kuhamo v malo manj vode. Lahko ga dodajamo krompirju in iz njega potem pripravimo pire. Lahko ga dodajamo podobno kot na primer kolerabo ali pa zeleno v zelenjavne juhe, in pa ob nedeljah, no, v goveje župce zelo paše, da prijeten okus. Torej, zdaj še vedno lahko pobiramo pastinak, tudi korenje, tudi korenino peteršilja, in pa nekako ostale zelišča, tiste korene, ki jih pobiramo, oziroma bom rekla korenine, na primer regrat je tak poznan, ali pa tale potrošnik, cikorijo. V glavnem, še vedno lahko nekaj nabirate in uživamo divjo hrano. Pa zdravo!